Pozdravljeni, z nami v studiu je danes Boštjan Videmšek, novinar zunanje politične redakcije Dela in naš poročevalec iz kriznih območij. Boštjan je bil zdaj pred dnevi, se je vrnil iz severa Sirije, kjer je približno 10 dni, dober teden spremljal tamkajšnje razmere, tako da bi zdaj izkoristili to priložnost, da se pogovorimo z njim temu, kaj se dogaja na tem kriznem žarišču. Prosil bi te, če nam lahko za uvod razložiš, kakšne so razmere sil, kakor jih ti vidiš, oziroma kakšne so razmere na terenu na severu Sirije, kakor jih ti vidiš, kakšne razmere sil med uporniki in vladnimi silami. Ta območje severne Sirije, kjer sem poročal, je praktično vsaj na tleh, pod celotnim nadzorom upornikov. Že sami uporniki so... To je območje, pardon, sem za sebe prekine severno od Alepa, bi ga lahko nekako... Severno od Alepa in tudi vzhodno in zahodno od Alepa. Glede na to, večino obvladujejo na tleh sirska osvobodilna vojska skupaj z različnimi milicami, seveda tudi iz tujine. Je pa ogromen tudi vasi in manjših mest, ki so pod nadzorom različnih kurdskih frakcij. In tam ni ne upornikov in ne vladnih sil. Dejstvo je, da severno, ko se je začela bitka za Alepo, recimo v sredini julija, se je večina vladnih sil iz tega območja taktično, ne zaradi veliko opevane vojaške zmage sirske osvobodilne vojske, predvsem zaradi taktičnih razlogov se je povlekla v Alepo in na nek način potem neke enote tudi proti Damasku in so ta del praktično prepustile upornikom. In tisto, kar se zdaj dogaja, je, da uporniki poskušajo, so tudi večino svojih sil skoncentrirali v Alepu, hkrati so pa svoje logistične baze in tako naprej pustili na milost in nemilost bombardiranju vladnih sil. In bombardiranje je ključen problem na severu. Če bi bilo mogoče v obdobju od 20. julija pa tam do 1. dni avgusta približno varno se voziti po severu, tam od vrhunca Ramadana, okoli 10. do 15. augusta, to približno ni več varno. Bombe letijo povsod in so tako, če razmišljam s strani režima, so smiselno usmerjene, ustvarjajo paniko, uničujejo neke vrste revolucionarni potencial. V permanentni tesnobi je težko razmišljati o višjih ciljih in se mi zdi, da je to, kar se tiče režima, zelo modra poteza, da so se severno umaknili, zmanjšali so število svojih žrtev, skoncentrirali so sile v Alepu in upornike prepustili v nekem taktičnem vakuumu. Jedro boja je potem, kot se je že omenil, največje sirsko mesto Alep. Absolutno. Kako napreduje boj tam? To je na nek način zelo statična fronta. In ta fronta bo... Se pravi, noben ni dosti močen, da bi mesto zavzel, ampak gre samo za... Uporniki niso dovolj močni, da bi zasedli mesto. Vladne sile se pa zavedajo, da mesto lahko dobijo pod absolutno nadzor zgolj z gromozanskim masakrom. Nisem čist prepričan, da bodo to naredile, da bo Bašar al-Asad to storil. Zato, ker mu v tem trenutku, ko bi rekel, geostrateške zvezde tako dobro kažejo, da to ni potrebno. Njemu veliko bolj ustreza rahlo stopnjevanje konflikta v podaljšanem časovnem obdobju, ki na nek način jemlje kredibilnost upornikom kot to, da si zdaj zabije zadnje žebelj v krsto in s tem tudi množico drugih krst in izvede nek velik pokol v Alepu. To bombardiranje, ki smo bili priča, je očitno zelo jasno targetirano. Seveda so civilni cilji, so vojaški cilji, so logistični cilji, nikoli pa ni to tako množično, da bi lahko povzročilo nek ogromen mednaroden outrage, neko tako strašno jezo. Ves čas hodi po nekem robu in dviguje, kako bi rekel, toleranco ali pa stopnjo odzivnosti mednarodne skupnosti pri tem. In ta seveda s časom je vedno višja, zato ker je empatija vedno nižja in Sirija bo nekako na tej ravni doživela bosansko-iraško usodo. Zelo hitro bo postala delno pozabljen konflikt in to omogoča pa velike pokole. Še pred nekaj tedni je bilo vsaj iz poročanja tujih medijev mogoče nekako sklepati, kot da se režim lomi.
Si imel kdaj ta občutek, imaš danes še ta občutek? Bilo bi ful ne fair in nekredibilno govoriti z moje strani o tem, ko se režim lomi, zato ko praktično z režimom nisem imel nobenega stika, razen, bi rekel, neposredni bombardiran. Ampak v pogovorih in kakor spremljam razmere v seriji zelo intenzivno, se mi zdi, da je režim v tem trenutku močnejši, kot je bil pred 4, 8, 12 meseci. In ravno zaradi tega, ker je Asadu v nekem trenutku postalo jasno, da ne bo nikakršne intervencije mednarodne, da je tudi možnost uvedbe območja prepovedi letenja no-fly zona v bistvu iluzorna, ker potrebuje resolucijo o varnostnem svetu in do tega ne bo prišlo hkrati. Je pa tudi tako upovedovana zgodba o ne vem kako močni sirski svobodni vojski, o velikem uvozu tujih borcev in orožja, se je izkazala za pošteno prenapihnjeno, zato ker na terenu, to pač moram zelo jasno povedati, sirska svobodna vojska deluje ekstremno ubogo. So motivirani, imajo podporo vsaj na severu pri prebivalstvu, ampak logistično, taktično, kar se tiče opreme, so pa popolnoma odrezani od kakršnekoli resne vojaške. Kaj pa enotnost? Sem imel občutek, da gre za enotno vodeno? Ne, niti približno. Skrajno kaotično, po libijskem scenariju, regionalno, celo ne regionalno, ampak bi rekel na ravni pašaluka, ne vem, ali pa lokalne skupnosti, delujoče milice, ki so v osnovi v narekovajih vaške straže, ki se potem upgradeajo ali pa vključijo v neke večje enote in tudi med njimi in tudi ideološko, religiozno ali pa bi rekel v naravni političnih ciljev niso enotni. Med njimi so neke skupine, ki so zelo skrajne, te dobivajo očitno neki denarje iz Katarja in Saudske Arabije, tiste sekularne, ključne skupine, ki so nastale iz ljudi, ki so se brez orožja z demokratično zavestjo in željo po svobodi uprli režimu pred 18-19 meseci in so bili prisiljeni vzeti orožje v roke potem, ko je režim brutalno krenil na njih, pa so zdaj že, rekel, v ozadju. So v manjšini in preprosto ne morejo več narekovati tempa. Kaj pa odnos do sirskega nacionalnega sveta? Se pravi političnega vodstva, samooklicanega v tujini. Ko se s koordinatorjem glavnim sirske osvobodilne vojske pogovarjali, smo točno to vprašanje postavili. Kakšen imate odnos, kako komunicirate z sirskim nacionalnim svetom? Rekel, imamo odnos. To je zunel, s tem je povedal vse. Ne jemljajo jih kot telo, ki jih predstavlja, še manj kot nekoga, ki jim daje kakršnokoli navodilo. Oni pravijo pač, imamo svoje poveljnike na terenu, edino, kar je legitimno, so tisti, ki se bojujejo z nami. Omenil si tuji borce, ki se pogosto govori o njih. Kakšen je njihov vpliv na samopor? Kakšno vlogo igrajo? Mislim, tako čisto vojaško imajo oni neke vrste, upravljajo posebne naloge. Imajo neke vrste... Se pravi izkušeni borci iz drugih bojišč. Izkušeni borci, ja, seveda. Popolnoma jasno je, da je tisti velik napad v Damasku julija, v katerem je umrl obrambni minister in šef obveščevalne službe, da je bil, bi rekel, v tuji režiji izveden. Tudi vsi ti večji samomorilski napadi nosijo podpise in predvsem v Damasku je tega bistveno več kot kjerkoli drugje. V Alepu so manjše skupine, ki so inkorporirane v enote sirske osvobodilne vojske, drugače pa tako na terenu v mestih, v Azazu, Tal Rifatu, Al-Babu in Mari v drugih mestih tega praktično ni videti. Jaz sem v vsem času pa sem praktično prepotoval velik del severne Sirije, srečal 2 avtomobila z tujci, ki so delovali tako zelo diskretno, tudi eye contact je bil za njih preveč. To tudi približno ni množično. V nekem obdobju je po moje bilo, zdaj pa, ker je cilj tako oddaljen, tudi to ni več tako atraktivno. Po moje tudi za Saudsko Arabijo in Katar ne več. Zdaj skupaj s konfliktom se, kakor si tudi sam pisal, zaostrujejo tudi sektaška nasprotja. Koliko močna so zdaj
lahko že govorimo o popolnoma ločeni družbi, o razpadu tega sirskega mozaika, etničnega in verskega. Najprej moramo predvideti... Je še mogoče ploščo obrniti, ali ne več, recimo? Mislim, če izhajamo z tega, da je ta mozaik bil trden, potem rečemo lahko, da ta mozaik razpada. Ja. Če pa, ne vem, razmišljamo po, kako bi rekel, ex-jugoslovansko, in gotovimo, da je neka multikulturnost, multireligioznost delovala zgolj pod brutalnim čevljem stranke Bat, je pa to neka drugega zgodba. In se mi zdi, da je tukaj vstopa tako jugoslovanski oziroma bosanski scenarij kot iraški v zgodbo. Prišlo je do osvoboditve religioznih čustev na steroidih vojne. In to je skrajno nevarno na obeh stranih. Ključna, če je bila na začetku upora, ključna identifikacija upornikov protirežimskost, je zdaj skoraj da sunitstvo. Na drugi strani je pa režim ves čas, kako bi rekel, manjšinsko enoten in v tem trenutku je to njegova največja prednost. Ker je, če se je na začetku zdelo, da so uporniki bolj motivirani, v tem trenutku mogoče drugače. Se režim v boju za preživetje močno poenotil in temu primerno tudi deluje na terenu. In v bistvu se je vojska, kolikor to grdo zveni, z vsem dezerterstvom očistila. In tudi očitno ožji krog okoli Asada se je očistil in zdaj v tem vlada veliko večje zaupanje in se mi zdi, da je to za sirski osvobodilni boj, ki mu ga dajem vedno večje narekovaje, vtegne biti smrtno nevarno. Stopnjuje se tudi begunska kriza. Kakšen vpliv ima na sosednje države oziroma na same razmere znotraj države? Mislim, da zadnje številke so 250 milijona ljudi, ki je pobegnilo v tujino in večkrat 1 milijon, ki je razseljen znotraj države. Meni osebno se ta številka tudi približno zdi velika. Po 19 mesecih konflikta, po vsakodnevnem bombardiranju v tako gosto in močno naseljeni državi, kot je Sirija, je po mojem v tem trenutku deplasirano govoriti o veliki begunski krizi. Gre pa za veliko igro Turčije, predvsem, ki je že v začetku letošnjega leta postavila begunska taborišča za 100.000 ljudi, vnaprej določila kvoto, toliko sprejmemo, ostalo na svidenje, in ko se je to število začelo ko se je število beguncev začelo približevati tej številki, so praktično zaprli mejo in pokazali svojo resnično humanitarno gesto. Veliko ljudi se iz Turčije tudi vrača nazaj v Sirijo pod, ko bi rekel, delovnim naslovom bolje dostojanstvo pod bombami kot ponižanje v tujini. Razmere v turških taboriščih so zelo slabe in ogromno ljudi, ki so živeli, ne vem, po zapuščenih šolah, zdaj v času počitnic v mošejah in tako naprej, je policija turška praktično zbrcala na cesto in so se mogli ven doma. Na drugi strani meje so pač tisoče in tisoče ljudi čaka na prestop v obupu in nekako spominjajo na recimo afriške in azijske emigrante, ki jim je racionalno jasno, da jih na drugi strani prav tako čaka pojko, torej v Evropi. Ampak je ta eksistencialen gon, želja po preživetju preprosto močnejši, da bi racionalizirali svojo pozicijo in vendarle rinejo iz države. In kar je pa najbolj kruto, predvsem skupaj pa to, da nikjer ni mednarodnih humanitarnih organizacij, NGO-jev, in to seveda posledično turško obnašanje je tudi s tem povezano, ampak na terenu v Siriji znotraj med razseljenimi ljudmi ni nikakršne pomoči. Sirija je tukaj kot na, ne vem, varnostnem ali pa političnem nivoju popolnoma prepuščena sama sebi. In tukaj vidim veliko večji problem kot v številki sami. Če postavimo sirsko krizo v malo širši geostrateški okvir, lahko ugotoviva, da je ta komponenta zelo močna, po mojem. In katere ključne zunanje akterje bi ti opredelil kot take v tem konfliktu? Na neki geostrateški ravni se sirski konflikt razvija na dveh ravneh, na dveh plasteh v resnici. En je pač ta bližje vzhodni konflikt, sunitsko-šiitski, neka bližje vzhodna hladna vojna, ki poteka praktično že zadnjih 8-9 let
in je svoj vrhunec doživljal ravno v tem času. Sirija je glede na svojo nacionalno, religiozno, politično, strateško, geografsko strukturo nevralgična točka tega konflikta. In dolgo zadržana nasprotja, ki so tako zelo lepo opisana v sirski literaturi, so zdaj logično izbruhnila na plano. In Asadu na eni strani je uspelo upor proti režimu prevesti, mojstrsko res prevesti v diskurs državljanske vojne. Še predno je ta zares bila močna, je on že govoril o ogroženih šiitih, o sunitskem maščevanju in tako naprej. Na drugi strani popolnoma enako, ali pa še toliko bolj intenzivno počneta dva velika sirska krvnika, Rijad in Doha, ki sta dva izmed najbolj nedemokratičnih režimov v vesolju, praktično, ki sta, bi rekel, Siriji poskušata dajati lekcijo o demokraciji, svobodi itd. Človekovih pravicah. In sta v Siriji našla briljantno možnost za dokončno požig na nek način šiitskega polmeseca, ki sega iz južnega Libanona, ki ga obvladuje gibanje Hezbola preko Damaska do Teherana. Se pravi, od Izraela do Pakistana. Nekako, ne? Če pogledajo v širšem kontekstu. Ravno to, če vzamemo hipotezo, da pade Asad, kaj pomeni pretrganje šiitskega polmeseca za regijo? Kakšne posledice ti vidiš potencialne od tega? Se pravi, zmaga tega sunnitskega, katarsko-saudskega bloka v bližnjevzhodni hladni vojni. Tukaj bo zelo pomembno vlogo imel Izrael, po mojem. Zelo pomembno. Že od začetka arabske pomladi se Tel Aviv drži zelo po strani. Popolnoma razumem to. Kakršnakoli odločitev bi bila lahko napačna. Za dokončno usodo šiitskega polmeseca bo mogel dati kljukico tudi Tel Aviv, ki ironično, to je res zgodovinska ironija, zelo uspešno komunicira in sodeluje s Saudsko Arabijo, Katarjem na eni strani. To so praktično ljudje, ki so v zadnjih letih vložili enormno veliko denarja v širjenje muslimanske bratovščine, ki postaja zelo prevladujoč politično-ideološki faktor na Bližnjem vzhodu, na drugi strani tudi v urjenje skrajnih skupin, ki seveda delujejo tudi v Siriji. In ta šiitski polmesec se je že nekako stopil v zadnjih letih. V trenutku, ko je Hezbollah dejansko postal močno politično in niti ne to vojaško gibanje, to je pač težka odločitev, ko se je Hezbollah, bil vladar miru in vojne v Libanonu, in se je šejk Nasrallah odločil za mir. V tistem trenutku je tudi Hamas, ki je bil sicer sunitsko gibanje, ampak zaveznik, postal bistveno mehkejši na območju Gaze. Kar tudi se zveni ironično, ampak je popolno dejstvo. Potem se je pa Hamas umaknil, sedež Hamasa je bil v Damasku. In Hamas je podprl arabsko revolucijo in tudi sirsko revolucijo in se je nekako bil primoran umakniti. Že tam se je začelo rušiti razmerje sil. In v tem trenutku je po mojem mnenju najmočnejša odločilna šiitska sila Irak, ne Iran. Tudi v Damasku redno pristajajo iranska vojaška letala, ki letijo skozi iraški zračni prostor, ki so ga Američani nehali nadzorovati. In to je tudi še ena zgodovinska ironija, da bi rekel, je Irak postal skoraj odločilen geostrateški dejavnik v regiji. Ta vojna, bližje vzhodna hladna vojna, bo dobivala nova poglavja, ampak njen končni rezultat bo končni rezultat bitke za Sirijo, v kateri seveda sodelujejo. Prej nismo nikakor omenili zunanji dejavnik. Če imaš to notranjo bližje vzhodno vojno, imaš zunanjo hladno vojno, ki ima praktično iste igralce kot v starih, ne vem, če tako dobrih časih, na Združene države na eni in Kitajsko in Rusijo na drugi strani.
Osredotočil se še malo na Turčijo. Kakšna je njena vloga? Na začetku samega konflikta je Turčija kazala, da bo zdaj izkoristila sirsko krizo za tisto projiciranje svoje nove regionalne velike vloge, svoje vloge regionalne sile. Ampak v zadnjem času se zdi, kot da je naredila en korak nazaj. A se strinjaš s to interpretacijo njenega ravnanja oziroma v čemu vidiš ti? Turčija se obnaša kot borza. Nikakor nima konsistentne, mislim, konsistentna je samo v svoji nekonsistentnosti v odnosu do Sirije. Konec koncev je bila tesno povezana z Asadovim režimom, posli so cveteli na eni in drugi strani, meja je dolga skoraj 1000 kilometrov. In to sploh v zadnjih mesecih pred začetkom ostaja. Točno to, ko se je tudi praktično začela ta otomanizacija 2.0, ki je geostrateško nezanekljivo dejstvo. Turki so v sirski zgodbi mogoče so eden glavnih, če ne celo glavni igralec. In jim očitno se zdi, zdajšnje stanje odgovarja. Nek permanenten konflikt, ki ne sega zares čez meje. Problem je pač za Turčijo ključno kurdsko vprašanje. In ki ga Turki v tem trenutku, mislim, lahko rešijo le tako, da seveda s povečanimi napadi na turške varnostne sile, s totalnim nasiljem turške vojske na jugovzhodu Turčije, v gorskih regijah ob meji z severnim Irakom in tako naprej. To so zgodbe, ki sploh niso, bi rekel, povedovane v medijih. V nekem delu Turčije praktično v zadnjih nekaj mesecev teče tiha vojna. V bistvu pa to že skoraj 25 let. Ampak jaz sem videl en kup kurdskih vasi, avtonomnih, kot sem rekel, in tudi zastave PKK na severu Sirije in tudi tisto, kar Turčijo najbolj skrbi. PKK je zaveznik režima, dolgoletni zaveznik režima, konec koncev sirski režim prijazno gostil Öcalana. Še vedno? Še vedno je močen strateški igralec na Asadovi šahovnici. Vojska se je namenoma vladno omaknila iz kurdskih področij in na ta način podelila neko simbolno avtonomijo in gesto, za katero morajo biti hvaležni, ampak hvaležni na ravni tega, da se ne pridružijo osvobodilnemu gibanju. Osvobodilno gibanje sicer vodi nekaj kurdskih organizacij, nevojaških je inkorporiranih v sirski, Bog pomaga, nacionalni svet. Ampak dejansko pa že na severu Sirije nastala neka avtonomna kurdska, ne bom rekel država, ampak regija, ki meji na severni Irak, iraški Kurdistan, ki pa praktično že od leta spomladi 2003 deluje kot samostojna država. Za vsakega pol Turka ali pa četrt Turka je to že nesprejemljivo strateško dejstvo. In nervoza v Ankari je na nek način razumljiva, se bo pa za tega dela samo še stopnjevala. Poglejmo za konec še vlogo Zahoda. Zdi se nekako, da so in evropske sile in Amerika kar nekako zadovoljne z tem, da imajo pač kitajski in ruski veto v OZN, ki jim daje nekakšno opravičilo, da jim ni treba posredovati, kar si vse zdi se tako nihče ne želi. Ja, tako delujejo kakšen center za socialno delo. Recimo, Ne, absolutno. Etika prepovedanega posega. To je tudi čutiti v vsakem nastopu ali ameriške državne sekretarke ali pa predsednika. Z veseljem se govori proti režimu, zaradi tega, ker se ve, da proti njemu ne bo nič konkretnega potrebno storiti. En kup je bilo teh, bi rekel, klasičnih teorij zarote o tem, kako je sirska kriza in arabska revolucija ameriško maslo. Zelo so, bi rekel, te puhli teoretiki zarote dobili po glavi, še posebej v zadnjih tednih. Poglejmo Egipt, poglejmo Libijo, vsaj v zadnjih dneh recimo, in konec koncev res poglejmo Sirijo. Geostrateška vloga Združenih držav je po 11. septembru oziroma po nepravičnih vojnah v Iraku in Afganistanu brutalno padla. In tudi med najbolj zunanje pomoči željnimi uporniki ni skoraj nikogar, ki bi si želel ameriški vojaški škoren, ampak kjerkoli na Bližnjem vzhodu. Hvala, Boštjan, to je to.